Nocoj, kaj dogaja, pa gostimo najboljšega zdravnika med humoristi in najboljšega humorista med zdravniki, infektolog, pediatr, scenarist in baje tudi glasbenik. Dame in gospodje, Marko Pokoren. Dober večer. Nimamo dostkrat zdravnika za gosta. Dober večer. Jaz sem tlele eno bilo. Tilen, to so bezgavke. A so bezgavke? Ja. Tle mi visi nekaj. To je pa uho. Se pravičujem. Kar naj visi. A je v redu. Doktor, ali lahko rečem doktor, zdaj, kaj nas čaka jesen? A bo to novsev, a bodo opiče koze? Kaj napovedujete? A smo ven iz ta hudega, no? Jaz mislim, da smo ven iz ta hudega. Res je, da je koronavirus kot RNK virus podvržen večjemu številu mutacij in ob povečanem številu okužb lahko pride do večjega števila mutacij in nekako večje verjetnosti, da pride do kakšnega seva, ki bi lahko bil bolj kužen ali pa bolj virulenten. Ampak mislim, da se je večina prebivalstva prekužila že s to eno od prejšnjih različic. Nekaj nas je tudi cepljenih, nekaj je bilo ljudi deležnih obojega, tako cepiva kot okužbe. Tako da mislim, da smo neko kolektivno imunost vzpostavili in tudi, če bo kakšna nova različica, jo bomo že uspeli užugati. Nova vlada je napovedala, da bomo jeseni ubrali švedski model. Kakšno pa je mnenje stroke glede tega? No, če se bo nekako to predvidevanje uresničilo, da ne bo kakšne hude epidemije, potem bo tudi švedski model v redu. Je pa res, da so zdaj meje padle, meje so se odprle, maske so padle in seveda več bo okužb, ljudje bodo potovali, več bo, tako kot nekako kolegica z klinike nekako domneva, več bo potovalnih okužb, eksotičnih okužb, pa najbrž tudi kaj več spolno prenosljivih okužb. Se pravi, treba je merkati v vsakem primeru. Seveda. Marko, zdaj kot ko-scenarist Teatra Paradižnik, naše male klinike, me zanima vaše mnenje. No, nam se dostkrat v času epidemije dogajalo, da so nam ljudje pisali in so rekli, kako se lahko norca delate, kako lahko delate humor iz korone. Kje so pa za vas meje? Kaj pravite na to? Jaz mislim, da je korona zrela za šalo. Tudi mi smo se hecali. Jaz sem tudi kolumno v Delu napisal v bistvu o korona humorju. Mislim, da je bilo celoten vpliv epidemije na ljudi je bil zelo hud in vse take krizne situacije se najlažje premaga s humorjem. In ravno to je nekako razlog, zakaj je treba na vso stvar gledati malo bolj z vesele plati, čeprav so lahko posamezne zgodbe zelo žalostne. Ampak mislim, da je v vsej zgodovini se ve, da so ljudje tako, ne vem, bivanje oziroma življenje v koncentracijskem taborišču so si lajšali s humorjem, Viktor Frankl, na primer. Dejansko in ljudje so skozi vsa krizna obdobja si pomagali preživeti s humorjem. Ko enkrat humorja ni več, seveda je pa lahko konec. Bi pa rekel, da je humor lahko tudi nevaren. Zakaj? Britanci so naredili eno raziskavo pred leti in so gledali svoje komike. Eno kar velik vzorec komikov, ki so že umrli in so gledali, kako dobri so bili, koliko so bili smešni in kdaj so umrli, v kateri starosti. In so ocenili jih, koliko so smešni od 1 do 10. Tisti, ki so dosegali, se pravi najbolj smešni, ki so dosegali 8 do 10 točk, so v povprečju skoraj 10 let prej umrli kot njihovi manj smešni kolegi. Treba se smejati, ne pa biti tako smešen. Humor je tako kot zdravilo, lahko v prevelikih odmerkih škoduje. Se še ukvarjate s humorem? Rekli ste, da ste napisali kolumno, da pišete še kolumne. Ja, kolumne sem zdaj dal malo premora, sem si vzel, se bom pa verjetno spet aktiviral. Kaj pa glasba? Glasba je pa sestavni del mojega življenja in je praktično vsak dan na sporedu. Pišete priredbe, ne? Tudi zelo butične priredbe in tudi lastne skladbe. Torej, naredili smo skladbo, seveda posvečeno koronskemu času, ki pove, kako lahko odnos do koronavirusa lahko ogrozi obstoj ljubezenske zveze. Z naslovom Malce te bojim. Malce te bojim. Super. Marko Pokoren,
Najlepša hvala za obisk v studiu. Jaz vam želim še, oziroma vam želim čim več štosov, pa čim manj virusnih prenosov. Ja. Hvala lepa. Hvala. Srečno. A je še kaj tazga? Ja, sam subscriber se gor, pa skozi dobivaš nove fore. Takoj subscribe, da nam pozabi. Ja, takoj se moraš. Takoj zdaj se moraš subscribati.